Stotnik Aleš Lesjak, jaz sem v bistvu še na tej navaji oddelal dolžnost načelnika S6 v poveljstvu prve brigade. Nisem nov v bistvu v poveljstvu brigade nekje že 6 let, čeprav s celo vojaško kariero v prvi brigadi zdaj transformacija me pa pelje na dolžnost poveljnika čete za zveze, 111. čete za zveze, ki bo tukaj ena izmed rodovskih čet v tem našem rodovskem bataljonu. Kolegi so že dosti omenili vse te povezave in elemente ključne, ki so bili glavni akterji na tej vaji in lahko si predstavljate, kaj bi bilo, če v bistvu ne bi bilo vseh teh povezav. Se pravi, komunikacije so bile tu ključne. Poveljnik ne more kontrolirati, ne more poveljevati. Enota na terenu ne more zahtevati ognjene podpore ali pa bližnje zračne podpore. JTAC ne more navajati letalskega ognja. Da smo mi imeli tukaj dnevno aktivnih preko 15 radijskih omrežij, da smo imeli na 7 lokacijah po Sloveniji preko 20 translacijskih postaj, da smo v taktični operativni center pripeljali, da rečem, radarsko sliko, ne mi v bistvu, ampak s pomočjo 16. bataljona za nadzor zračnega prostora, da je na vaji sodelovalo več kot 90 pripadnikov roda zvez in službe informatike, ne samo iz prve brigade, ampak tudi iz ostalih enot Slovenske vojske, da smo napeljali več kot 2500 metrov različnih povezav in kablov na osnovnem poveljniškem mestu. Skratka, mi se zavedamo, da smo servis, da podpiramo poveljnika in da v bistvu je bil to en naš izziv, napeljati in spostaviti vse te povezave. Da rečem, izkušnja za naprej je, da smo dosegli neko stopnjo, da mogoče malo bolj razumemo vse te povezave, da smo rekli, da smo zdaj zagotavljali neke storitve, da pa bi bilo v bodoče še več narediti na neki taktiki, na zaščiti komunikacij kot takšnih, na povezljivosti, da bomo lahko različne sisteme med sabo povezovali. Če rečem, da smo zdaj štartali z C3, pa da je ambicija, da bi šli na C4I recimo v bodoče, skratka, to so pač izzivi, da vse te naše izkušnje probamo na nek način implementirati v naše dokumente, taktične SOP-je, taktiko in tako naprej. Ja, po tvojem videnju, ki so govorili za zvezo v brigadi, smo kaj zgodili, ko nimamo 11. bataljona zveze? To je pa težko vprašanje, Zdaj jaz mislim, da bataljona kot takšnega, kakor razumem, ga nismo izgubili, ampak ostaja v neki drugačni strukturi. Mi smo zvez izgubili, bataljona kot takšno smo preoblikovali drugam v drugačno odločenost, ki je neposredno bližje enotem, za katerem se rekel, da delate. Definitivno, ne glede na to, da tudi 11. bataljon, bivši ali pa zdaj enota za KIS, je dala svoj delež tukaj v tem taktičnem delu, pomagali so nam tako z določenimi sredstvi, postavili so določene translacijske postaje na določenih točkah, tako da na nek način ta enota je bila vpeta v to vajo in nam je pomagala.